Prijeten pozdrav vsem gledalcem in lepo dobrodošla Polona Klančnik v naši družbi. Polona ali Pola, kakor ji rečejo tisti, ki te bolje poznajo, je ženska, ki ima rada organiziran kaos. Je partnerica, mati 2 otrok in zelo uspešna poslovna ženska. Je velika ljubiteljica drožev, dobrih bakterij, zato ji nekateri rečejo tudi kar šepetalka bakterijam. Lansko leto, konec lanskega leta, je izdala svojo prvo kuharsko knjigo Droživete sladkarije, edinstvena knjiga o drožjih v sladicah oziroma v sladkarijah. Do nedavnega pa je imela tu v Črnomlju odprt svoj mali bistro Pola Bekeraj, ki je postal premajhen za vse dobrote. Zato se sedaj s svojo ekipo veseli novih izzivov naproti. Polona, prihajate iz kuharske družine, čeprav ste po poklicu ekonomistka, ste končali tudi gostinsko šolo. Kdaj se je pravzaprav začela tista strast do peke oziroma je bilo to, ko ste začeli s tečaji peke tort ali že prej? Ja, res je. Najprej lepo pozdravljeni in hvala za vabilo. Točno se ne spomnim dneva, ko se je v meni prebudilo, ampak kot večkrat povem in tudi ko sem že napisala, najbrž mi je bilo to položeno v zibelko. Jaz sem se dolgo izogibala peki in kuhinji in tudi spomnim se pri svojih 17 letih, ko je mami bila v bolniški, je oče poskrbel za kuhanje, jaz sem pa pomila, ne. In vedno sem imela ta del, ne, jaz kuhala ne bom. In ko sem odšla v Ljubljano študirati, je rekel, ti ne boš preživela, ti si ne znaš niti jajc peči, ne. No, danes pa sem napisala svojo kuharsko knjigo. Jaz mislim, da potem, ko sem začela raziskovati, ko sem videla, da je pa domača hrana le domača hrana, da je kuhanje v bistvu ena relaksacija in sprostitev, da če vzameš dobre sestavine, vedno nekaj dobrega nastane, takrat se je vse začelo. In potem sem premislila, da 23-24 letih padla v svet tort, naredila nekaj izobraževanj in začela voditi tudi sama izobraževanja oziroma bolj tečaje kot izobraževanja. Reciva pri 23. Zelo mladi, čestitam, ni vsak tako zagnan pri teh mladih letih. Kdaj se je pa začela recimo, ne bomo rekli obsesija, ampak kdaj so drožji vstopili v vaš svet? To prav zdaj ne bi vedela točno, kdaj je bilo, ampak jaz se spomnim, ko je Nataša Đurić pred leti, mislim, da je to zdaj skoraj že 10 let, nazaj dala, na trg dala blog Zapečenega kruha se največ poje. Ona je v bistvu ena taka pionirka oziroma medijska pionirka, če lahko tako rečem. Jaz sem takrat poskušala, nekako ni uspelo. Izogibala sem se takrat tudi kruhu, recimo, da sem bila v nekih srednjih 30 ali srednjih 20 letih, ne, ko pač paziš, kaj ješ. Me je zanimalo, ampak sem rekla, ne, mogoče to ni zame, ne. Potem pa me je vedno bolj vleklo, seveda, ker sem pa delala v podjetju, ker smo bili, bom rekla, precej inovativni, tudi sama imam nos za novosti, lahko rečem, poiščem, kaj še ni na trgu oziroma kaj bi lahko preoblikovali in dali na trg in bo pilo vodo, sem ugotovila, da pa drožji bodo pile vodo. Pri nas doma smo imeli sirarno in po sire je hodila Anita Šumer, ki je takrat že pekla z drožmi in sem ji svetovala, Anita, daj naredi knjigo, ne. Jaz sem bila v založništvu že prej, vedela sem, da tega še ni, vse sem raziskala in potem smo v bistvu skupaj, ona je dala recepture, ekipa je pa potem ustvarila v bistvu to fantastično knjigo, prvo knjigo. No, in od takrat naprej se je v bistvu samo stopnjevalo. Žal so se poslovne poti razšle in tako sem šla potem svojo pot in sem ustanovila tako Droživetje. Super, fantastična knjiga in s tem je tudi, mislim, da so drožji prišli v ospredje. V Sloveniji je fenomen o drožjih postal, bi lahko rekli, od te knjige potem tudi malo bolj razširjen. Tako. Tudi v svetu je sedaj zelo popularno peči, kuhati z drožji. Bi morda samo na hitro za naše gledalce, ki pa tega še morda ne poznajo tako dobro, povedali, so to samo moka in mleko oziroma moka in voda in kako jih pravzaprav hranimo, vzgajamo, da nam seveda ne zakisajo, ne? Ja, to je v bistvu kratko vprašanje, ki zahteva zelo dolg odgovor, ampak bom skušala biti zelo kratka.
Jaz sem se v vseh teh letih naučila in tudi vedno rečem, pokličite me, poslala vam bom droži, zraven vam bom poslala navodila. So rahlo zakomplicirani, dokler jih ne osvojiš. Ampak kot je že Goethe rekel, vsaka preprosta stvar je na začetku zelo težka. In enako je tudi z družmi. Ne razumeš, ne veš točno, kakšne morajo biti, če še nikoli nisi z njimi delal, in potem ali ti smrdijo, ali se zakisajo, to ni to, kruh ne vzhaja. Ni res. Naj povem, tisti, ki jih že imate, pa so se vam zakisale, druži morajo dišati po mleku in medu. In to so prave druži. In potem tudi iz teh druži ne dobimo kislega kruha, ampak dobimo pravi kmečki kruh, ki so ga pekle naše babice. In ta je To je odličen. najkrajše vprašanje. Ta je odličen, ta je vrhunski, kar se je pokazalo tudi zdaj v svetu. Vsak dan se odpira več butičnih pekarn, ljudje se opogumljajo. Meni je všeč, da ni več treba razlagati, kaj so druži, ne? Zdaj rečeš, ti tudi delaš z družmi. Spomnim se 5 let nazaj, ko sem rekla, o družeh bomo naredili knjigo. O čem? Ja, o družeh. Ja, kaj pa je to, ne? Danes to ni več potrebno in vidimo, kako velik preskok smo naredili v 5 letih. Obstaja tudi muzej o družeh. Ja, tako je, v bistvu knjižnica. Tako, Ja, viš, v Črnomlju bi lahko en prostor. malo odstopalen kotiček. Tako, to je pa v Belgiji, kjer imajo hranjene vse svetovne druži, ker vse druži imajo nek svoj DNK, če lahko temu tako rečem. In tudi, če bova midve zdaj naredile, jaz vam bom dala moje druži in potem jih boste vi hranili en teden in jaz jih bom hranila en teden. Vsaka v svojem okolju, z identično moko, če jih bova po enem tednu dale na analizo, ne bojo enake, ker vaše bakterije so drugačne, kot so recimo pri meni. Seveda gre tu za skupek kvasovk in mlečnih kislinskih bakterij, vendar je od prostora do prostora odvisno, kako se obnašajo. Od temperature, od ljubezni, ki jo Predvsem od vlagamo. ljubezni, tako. Tako, in za delo z družmi si je potrebno vzeti veliko več časa, vsaj v začetku, da to usvojimo, pa tudi mogoče današnji tempo življenja vemo, da je hiter. Vse delamo na hitro in tudi želimo, da je vse pripravljeno, ko pridemo domov hitro. Obstaja kakšna bližnjica, kako bi recimo noter napišete, da je testo za pito potrebno pustiti počivati v hladilniku tudi 12 ur. Je kakšna bližnjica, da ta čas počivanja recimo skrajšamo? Ali je potem tudi testo zaradi tega slabša kvaliteta? Kako vemo, da je testo dovolj dolgo vzhajano? Ja, tako je. Ne, bližnjice ni. Sem pa ravno zadnjič od prijateljice, ki je postala z mojo pomočjo strastna ljubiteljica družin in tudi vse pripravlja z družmi, rekla, veš kaj, Polona, zdaj, ko meni kdo reče, da rabiš čas, bi mu rekla, a si že kdaj probal? Ne? To je zmotno mišljenje in temu bi tudi mi radi nekako naredili konec oziroma prepričali ljudi, da ni tako. Na začetku je potreben čas, ker je potrebna organizacija. Kasneje pa je veliko manj dela. Recimo pri kruhu z družmi. Vi dodate druži, zamesite, dodate vodo, moko, vse sestavine, zamesite in postavite v hladilnik. In potem pustite v hladilniku 12 ur, seveda tukaj rabiš malo občutka in prakse, da veš, kdaj je dovolj vzhajano. Medtem, ko naredite s kvasom, morate biti vsaj 3 ure doma, da naredite kruh. Tako, Pri da družih spremljamo. to ni potrebno. Ne? Lahko naredite z družmi, lahko naredite kruh v 4 urah. Lahko naredite pito takoj. Vendar moramo vedeti, da gre tukaj za proces fermentacije in zato počiva tako dolgo, saj mlečno-kislinske bakterije prebavljajo namesto nas. Se pravi, pita, krhka pita, čokoladna rečiva, vi jo lahko naredite. Zdaj imate druži, boste jo naredili, jo lahko date takoj peč. Vendar mlečno-kislinske bakterije niso popapcale tistega, kar bi mogle. Če jo pa vi pustite 12 ur v hladilniku, so pa one to moko že prebavile namesto na vas. In je to testo veliko bolj prebavljivo, nizek glikemični indeks ima in posledično vsebuje tudi manj glutena. Moramo pa paziti, to ni brezglutensko testo, Bog ne daj, da bi to lahko ponudili nekomu, ki je bolnik, ki ima celiakijo, ima pa bistveno manj glutena.
In tudi potem se veliko bolje počutimo. Tako, pa še Torej, boljše je. Tako za peko z drožmi je dejansko potrebno samo malce več organizacije. Tako je, res je. Načrtujemo za vnaprej. Ja. Zdaj, bistro, ki ste ga imeli v Črnomlju odprtega, je bil majhen prostor. Njemu je bilo veliko dobre volje, tudi dobra hrana se je kuhala. Kakšen pa je bil osnovni namen bistroja? Sedaj se počasi pripravljate na selitev v novo mesto, mar ne? Ja, res je. Bistro je bil en tak, bom rekla, prvi korak, na katerega sem izjemno ponosna, vendar moram tu povedati, da brez moje poslovne partnerke ali druge polovice, ki je danes ni tukaj in ni toliko medijsko izpostavljena, Simone, to nikakor ne bi uspelo. Veselili smo se, pekli smo. Prvotno smo si zastavili kot mini pekarnica, potem pa smo videli, da bi pa ljudje vseeno neke zdrave malice in smo se odločili, da bomo pa ponujali še malice. Seveda je bistro potem v tem trenutku postal premajhen, ker vsega skupaj nismo mogli. Potem se je zgodila situacija, ki se je zgodila, gostince so nas zaprli. Hudo nam je bilo, no? Samo v nekem trenutku smo se mi obrnili in smo videli, da moramo zgodbo zapeljati drugače. Tudi če se še kadarkoli ponovi ta lockdown, ljudje bomo vedno jedli kruh in zato smo se mi odločili, da gremo izključno v pekovske izdelke. Se pravi kruh in vse sladice, ki pašejo zraven. Pa ste morda opazili pri svojem delu, imamo ljudje na splošno raje sladko ali slano, ker ponujate oboje? Ni pravila, ne. Videla sem, mi smo bili odprti torek, sreda, četrtek, ne. V torek so se še malo popazili od vikenda, v četrtek je bil pa že strašen naval na sladice in pa priprave za vikend, ne. Ne, ni pravila in ne bi mogla reči. Če se mogoče malce podrobneje osredotočive na samo knjigo Doživete sladkarije, kot ste v knjigi zapisali, to ni klasična kuharica. Knjiga je polna čudovitih fotografij, detajlov, ki nas kar zvlečejo, da bi kar sami začeli vzgajati drože in kuhati z njimi oziroma peči. Koliko časa je knjiga nastajala? Je bilo potrebno veliko nadur? Poleg tega ste morali še delati v bistroju. Malo več kot leto dni, od prve zasnove pa do konca. Seveda je pa potem zadnji mesec bil na glavo. Zdaj sem ponosna, ampak vmes sem pa že skoraj obupala. Tega nikoli, nikdar ni bilo konca, ampak vidim, da v bistvu, da smo, ne samo jaz, ampak v bistvu cela ekipa naredili eno krasno knjigo, ne. Čudovita knjiga. Ja. Tudi obseg je velik, ne, verjetno je k temu pripomoglo tudi seveda veliko fotografij, ampak ki dodajo knjigi dejansko samo majčkeno bolj osebno noto. Zdaj, pite, ki so noter napisane, imajo čudovite nadeve. Ali lahko te nadeve prilagajamo tudi pitam iz navadnega krhkega testa? Ja, absolutno. Vsi nadevi so pripravljeni, lahko tudi samo nadeve pečemo, navadno krhko testo, čisto po želji. Navodila v knjigi so napisana v prvi osebi ednine. Je to mogoče zaradi tega, ker želite nek poseben pristop do tistega, ki peče? Namreč, ko sem brala, sem imela občutek, da če bom pač pričela s peko, da je kot nek mali duhec Polona zraven mene, ki mi govori, izdaja tiste drobne trike, namige, kako je pecivo potem še boljše. Zdaj, ko ste me to vprašali, sem se kar malo naježila, ker jaz, ko sem povedala, da bomo delali knjigo, ko sva s Simono imela pogovor, sem rekla: Simona, jaz želim, da bo vsak mislil, da sem zraven. In moj največji kompliment je, seveda knjiga je krasna, ampak tudi ima nekaj napak, ki jih mogoče vidim jaz, mogoče tudi kdo drug, ampak je to prva knjiga, ampak najlepši kompliment je, ko mi rečejo: Pola, to je, kot da si zravno. In ja, to sem si želela, ne. Hkrati tudi nagovarjam, ne, tudi v nagovoru sem nagovorila z tikanjem, ne z vikanjem. Tudi v naši skupini imamo v svetu pekov se vsi tikamo, ker gre tu za
bom rekla, vsi smo si enaki, ne. Mogoče sem jaz res v nekem trenutku učitelj, ampak ne zavedajo se moji udeleženci, člani ali moji učenci, da so tudi oni moji učitelji. Se iz vsakega potem posrkate tisto nekaj dobrega in vas vsak obogati verjetno. Ja, Ker res je. idej je vedno veliko. Tako. Pa morda vodite tudi kakšno evidenco, recimo za naše gledalce bo verjetno zanimiva številka, koliko pic ste že spekli do sedaj, okvirno. Vem, da je Snickersov preko 500. Ja, Snickers pit je preko 500 in pol še je vseh ostalih še po mojem 2-krat toliko. To bi mogla točno Simono vprašati, ker ima vse v evidenci, ampak jaz mislim, da smo nekje na 1300 pit v roku leta pa pol, s tem, da smo bili pol leta zaprti, ne. Jaz mislim, da je to kar uspeh. To je velika številka, čestitam. Hvala. Torej smo Belokranjci, pa tudi drugi prebivalci te jugovzhodne regije, kamor verjetno sega vaše področje, zelo sladkosnedi. Ja, evo pa imava odgovor na prejšnje vprašanje. Je sladko, je. Skonsi, ki jih noter opisujete in nam podate recept zanje, so malo manj poznani, pa tudi beseda Fernandel, ki izhaja iz Koroške, ne, po rodu ste tudi Korošica, če se ne motim. Ja. Nam so bolj bližje poznani po besedi polški in pa krafini zvenijo nam bolj tuje kot domače. Pri vseh pa gre za odlično sladico. Imajo morda še kaj skupnega, razen drože? Da so dobri, da so fenomenalni. Krofin je v bistvu rogljiček zvit, to je kvašeno listnato testo, rogljiček zvit v model za muffin. Medtem ko so Fernandli, čeprav zdaj se ravno z enim kolegom kregam, ki pravi, da so s Primorske, jaz pa pravim, da so s Koroške. Fernandli, polški rolce, to bi lahko rekla, da je skoraj enako. Skonsi so pa angleško pecivo, ki sem ga jaz jedla v Angliji in me je pred leti že zelo navdušilo. Bom pa tako rekla, v Angliji je skons kot pri nas domač prijatelj. Vsaka hiša ima svoj recept, vsakič bojo drugačni in recimo, da je to domač prijatelj, angleški domač prijatelj. Super, tega pa zelo radi pečemo, mislim, da vsako gospodinjstvo. Kaj za vas pomeni odlična sladica? Glede na številne objave po internetu vas, mislim, da lahko rečemo, da brez dobre sladice vam ni živeti. Ja, res je in tudi vedno imam prostor za sladico. Dobra sladica, predvsem, da so dobre sestavine, da ima za sabo neko zgodbo, če se odločim, da grem nekam in bom probala, ne vem, recimo neko torto, mora imeti za sabo neko zgodbo oziroma, da me že predstavitev navduši, ne. Ker ko me bo predstavitev navdušila, se mi zdi, da nas bojo tudi okusi, ne. Da boš začutil to, kar je bilo napisano, boš potem začutil v borbončicah, ja, pa saj je res tako, kot je napisano, ne. Takšni smo, predvsem pa, bom rekla, dobre, kar se da lokalne in domače sestavine. Seveda pa vsega se vedno ne da dobiti domačega, ampak takrat izberemo najboljše, ne. Zdaj pred nami se bliža kmalu pust. Po družbenih omrežjih je že zaslediti, da pečete. Verjetno tokrat ne bodo zadišale miške po Črnomlju. Ne. Žal, lani so dišale miške, mi smo bili v svetu krofov miške. Letos smo naredili en hitri tečaj, kjer so se lahko udeleženci naučili krofov oziroma Korošci rečemo krapi z družmi. Letos žal tega ne bo, upam pa, da bomo drugo leto spet po Črnomlju dišali po miškah ali po krofih. Da bo pust tak, kot mora biti. Tako. Zdaj bistro v Novem mestu že dobiva svojo verjetno končno podobo, bo kmalu odprt. Kakšni pa so še morda cilji za prihodnost? Imate kakšne cilje? Verjetno vam ne zmanjka idej. Ne. Res je. Sedaj bomo opremili in odprli pekovski del v Novem mestu, ne še vsega, ker nam to ni dovoljeno, ampak bomo ponudili ves kruh in vse sladice, ki jih imamo, kasneje seveda tudi ostalo. Prav tako pa ne bomo zapustili Črnomlja. V Črnomlju se selimo na drugo lokacijo in tudi v Črnomlju bomo odprli, zdaj smo malo preimenovali, ni več bistro, ampak je Druživet plac. Trudili se bomo, prepričana sem, da bomo navdušili.
smo malo drugačni, smo srčni in jaz mislim, da je ljudem tudi to všeč. Bo pa tudi koncept tak, da bomo sodelovali tudi z ostalimi lokalnimi ponudniki in imeli v bistvu kot eno malo prodajalnico tudi vseh lokalnih dobrot. Torej bo poleg tega še vedno veliko receptov lahko pričakujemo izpod vaših rok. Ja, jaz mislim, da lahko. In se lahko nadejamo tudi nove kuharske knjige? Ja, precej me sprašujejo, da bi zdaj še slano. Mislim, da rabim en dopust. Na dopustu bom si razmislila. Narediti knjigo je precej velik in finančni zalogaj in bom rekla psihični in fizični zalogaj. Si pa potem zelo ponosen in ja, sigurno bom še napisala knjigo, kdaj pa ne vem. No, ampak mislim, da kar se tiče vaših, glede na to, kaj vse ste že dosegli, predvidevam, da bo tudi kuharska knjiga prišla kmalu na naše police. Polona, hvala za lep in prijeten klepet. Vam, dragi gledalci, pa želim lep pozdrav. Hvala lepa tudi vam.